Lep pozdrav in dobrodošli na še enem liveu Kripto dnevno. To je live, ki ga imamo vsak dan ob 9. zjutraj na Patreonu. In če to spremljate kasneje preko YouTuba in se mi želite pridružiti v živo, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. In če to spremljate kasneje, da ne zamudite kakšnega posnetka tega livea, je najboljše, da se naročite na moj kanal. In priporočam se tudi za kakšen všeček in pa tudi komentirajte spodaj, razvijajo se kar zelo zanimive debate in tudi zelo rad podebatiram z vami. No, danes je torek, 9. juni in imamo kar zanimive novice. Včeraj smo imeli kar nekaj pozitivnih novic, no danes bomo malo pogledali drugo stran. In sicer prva novica je ta, da Bitcoin dno za Bitcoin še ni ravno v igri. Torej, Bitcoin bi lahko po mnenju nekaterih analitikov doživel še eno fazo kapitulacije vlagateljev, preden bi trg dosegal dokončno dno. No, točno to tudi mi predvidevamo v tehničnih analizah. Izpostavili smo tudi meje, s katerimi se strinjajo tile analitiki. Se bomo še dodatno delali tehnično analizo, tako da če slučajno spremljate ta video preko shortov ali preko TikToka, si le oglejte potem naknadno tudi celotni video, če vas zanima tehnična analiza. Podatki iz verige blokov kažejo, da so vlagatelji v trenutnem medvedjem obdobju realizirali približno 174 milijard dolarjev izgub, kar je še vedno okoli 35 milijard dolarjev manj kot v brutalnem medvedjem trgu leta 2022. Nekateri analitiki zato opozarjajo, da zgodovinski vzorci še ne kažejo popolne predaje vlagateljev, ki je pogosto značilna za zaključne faze večjih padcev. Kljub temu drugi opozarjajo, da je današnji trg precej bolj zrel in institucionalno podprt kot pred 4 leti. Bomo videli, kakšen vpliv bo imelo ta dejstva na kriptotrg. Potem imamo naslednjo novico, Michael Saylor. Imamo kar precej novic na račun njega, prejšnji teden nam jo je kar zagodil. Včeraj smo predvidevali novi nakup, je bila že novica, kjer je predvidevala novi nakup, no in zdaj se je tole dejansko zgodilo. Namreč po burnih odzivih zaradi prve prodaje bitcoinov po več letih je podjetje Strategy ponovno presenetilo trg z novim nakupom. No, presenetilo, to je bolj pod narekovaji, včeraj je bila že novica o tem. Družba je kupila dodatnih 1550 bitcoinov v vrednosti približno 101 milijon dolarjev in s tem povečala svoje skupne rezerve na več kot 845 tisoč bitcoinov. Nakup je nekoliko pomiril vlagatelje, ki so se bali, da bi podjetje začelo postopno zmanjševati svoje zaloge. Ja, ampak obljuba tukaj je bila prelomljena. Zdaj, Michael Saylor tako ostaja zvest strategiji dolgoročnega kopičenja bitcoina, podjetje pa še naprej utrjuje položaj največjega korporativnega lastnika te kriptovalute na svetu. Bomo videli zdaj, kako bo tole šlo skozi. Zdaj, ena prodaja je bila tudi leta 2022. Videl sem ogromno objav na X-u, kjer naj bi tole simboliziralo dejansko dno, ampak nekako imam občutek, da tokrat ne bomo šli tako lahko skozi. Potem naprej imamo v bistvu en kolaps, Humanity Protocol. Kriptovaluta Humanity Protocol oziroma njen žetol H oziroma H je doživela pravi zlom potem, ko je prišlo do
kompromitacije zasebnega ključa povezanega z upravljanjem projekta. Napadalci so pridobili dostop do kritičnih sistemov, kar je sprožilo množično razprodajo in seveda povzročilo padec vrednosti žetona za približno 85%. Dogodek je ponovno opozoril na eno največjih nevarnosti v svetu kriptovalut. Slabo upravljanje zasebnih ključev. To je zelo pomembno. V številnih primerih se izkaže, da največja grožnja ni napaka v kodi, ampak človeška napaka pri varovanju dostopov do ključnih sistemov. Ja, kot smo videli, tukaj se je zgodila velika napaka in seveda tudi je sledila velika posledica. Naslednja novica. Evropska unija očitno ne ve več, kje pobirati denar in poskuša uveljavljati vedno nove in nove sisteme. Zdaj se obeta 0,1% davek na vse kriptotransakcije. To je sicer malo starejša novica, ampak mi je nekako zbežala, zato sem jo tudi vključil zdaj. V Evropski uniji trenutno poteka razprava o morebitni uvedbi davka na kriptotransakcije. Po internih predlogih Evropske komisije bi lahko uvedli približno 0,1% davek na vrednost kriptotransakcij, kar bi po ocenah v evropski proračun letno prineslo med 3 in 4 milijarde evrov dodatnih prihodkov. Predlog za zdaj še ni uradno sprejet, ampak je že sprožil burne odzive v kriptoindustriji. Kritiki opozarjajo, da bi lahko takšna obdavčitev zmanjšala konkurenčnost evropskega kriptosektorja in spodbudila selitev trgovanja v jurisdikcije z ugodnejšo davčno obravnavo. Kar mene tukaj v bistvu najbolj skrbi, je sama izvedba tega davka, če to dejansko pride v veljavo. Kaj pa vi mislite o tem? Kar komentirajte spodaj. Ok, toliko zdaj o novicah. Pojdimo zdaj na tehnično analizo. Tukaj imamo Bitcoin na 15-minutnem časovnem intervalu, kot smo gledali včeraj. Mi smo izpostavili tole likvidnostno območje na okoli 64.500, ki ga še nismo pobrali, in glede na to, da smo kar blizu, bi ga lahko šli pobirati v kratkem. In seveda potem naprej imamo še ostala likvidnostna območja na okoli 65.500, pa potem še naprej 67.800. Zdaj, če bi se pa mi slučajno obrnili navzdol, bi pa lahko spet šli pobirati tole območje tukaj na okoli 60.000, tako da bo treba paziti. Zdaj, mi smo naredili tukaj novi vrh in kot lahko vidimo po tem indikatorju, ljudje spet večinoma stavijo na padec Bitcoina, kar bi lahko bil povod za še naprej gor, ampak več bomo videli tukaj na 4-urnem časovnem intervalu, kjer imamo označen tale velik vzorec naraščajočega klina. In trenutno izgubili smo njegovo spodnjo mejo, se odbili od 60.000 in zdaj se zadržujemo točno tukaj, na tej meji 64.000. To mejo morajo biki prebiti, če želijo videti nadaljevanje rasti. Samo malo, to je 13-urni časovni interval. Spet sem pozabil nastaviti tale graf nazaj na tisti časovni interval, ki smo ga vajeni. No, v glavnem, kar mi ni važno, torej 13-urni časovni interval,
Kar mi zdaj čakamo, je test tele spodnje meje kot odpora. Če bomo seveda prišli do sem gor in lahko bi prišli tudi tam nekje do 72-73 tisoč, odvisno kdaj se bomo mi tele meje zadeli. In potem bi seveda lahko pričakovali odboj in padanje naprej dol, vse do meje tam nekje 50 tisoč, 48 tisoč, tako kot smo že večkrat izmerili preko tegale vzorca. Je pa bil Bitcoin tukaj kar precej preprodan, tako da bomo videli zdaj, če bo to dovolj velik povod za to, da bi lahko mi dobili nek odboj in pa rastli naprej gor. Dajmo pogledati zdaj še 4-urni časovni interval, tega smo zdaj kar vajeni. Ja, tudi tukaj smo se zabili v ta prvi odpor, to je na tam nekje 64 tisoč. Biki se bodo morali zdaj malo potruditi, da mi dosežemo tole mejo, je pa, kar se tiče Bitcoina, kar precej stal napadec. Tukaj na 4-urnem časovnem intervalu na tem indikatorju. In pa imeli smo tudi tole bikovsko divergenco, preko katere bi mi lahko šli še naprej gor. Bo pa seveda treba to vsekakor še naprej opazovati. Poglejmo si zdaj še likvidnostna območja. Tukaj imam trenutno naštimano na 24 ur. Spodaj imamo na tam nekje 62 tisoč od vseh tistih, ki so stavili na rast, medtem ko tukaj zgoraj jih je kar precej, na okoli 64 tisoč. Trenutno smo bližje tem tukaj zgoraj, tako da je po mojem tudi več verjetnosti, da gremo mi najprej tole pobirati. Borisu sem jaz obljubil, da bomo pogledali še CVDD indikator. Ta indikator namreč zelo točno prikazuje dna v Bitcoin ciklu. Kot lahko vidimo tukaj, kdaj je bilo tole, oktobra 2011, kar precej dolgo nazaj, potem imamo tukaj drugi cikel, februar 2015, pa potem spet tretji, naslednji cikel, januar 2019 in potem prejšnji cikel, december 2022 in zdaj smo mi tukaj. Zdaj jaz upam, da se tole v redu vidi. Mi preko tega indikatorja se še nismo zadeli tele spodnje krivulje in cilj bi bil, tako kot smo tudi mi že predvidevali preko tehnične analize, na okoli 48 tisoč. Tako da, ja, velika verjetnost, tako kot smo videli preko tiste novice in kot tudi mi predvidevamo, je, da v bistvu dna, ta pravega dna, še nismo dobili. Ampak zanimivo je tudi, ko sem gledal vrhove preko raznih indikatorjev, se spomnite PI indikatorja, preko tega indikatorja tudi nismo dobili pravega vrha, tako da bi znalo biti še kar zanimivo tole za spremljati za naprej. Zdaj, če mi nismo dobili ta pravega vrha, ali je tudi možno, da mi zdaj ne dobimo pravega dna. V novici včeraj smo namreč pokrivali, da bi bila tudi možnost bikovskega vzorca dvojnega dna. Meni se to zdi vsekakor možno, ampak bo treba trenutno počakati. Recimo, če označimo, tukaj imamo eno dno in tukaj se nam morda dela ta drugo dno. Ni še nič za ziher.
ampak možnost vsekakor je. Kar bi jaz zdaj gledal, je seveda tale spodnja meja tega vzorca. Če bi jo mi slučajno prebili in da pridemo nazaj notri in do tele meje tukaj 81.200, potem se vsekakor izriše dvojno dno in v tem primeru bi mi lahko šli naprej gor. Ampak zaenkrat, vsaj zaenkrat, se mi zdi precej bolj verjeten tale medvedji scenarij, da gremo testirati to mejo in potem padamo naprej dol. Zdaj našel sem tudi en indikator na TradingView. Mislim, da ga imam tukaj. Ja, tukaj je. Ta poskuša simulirati CVDD. Zdaj seveda TradingView nima vseh podatkov. Kar se nam tukaj kaže, je tale pas. In vsakič, ko smo mi zadeli tale pas, je pomenilo, da je dno v igri, kot lahko vidimo tukaj. In potem je sledila tudi velika rast. To tukaj zdaj spremljamo tedenski časovni interval. Recimo tukaj tale cikel, lahko vidimo, smo se kar precej časa zadrževali v tem pasu in od takrat naprej smo kar rasli in rasli naprej gor. Kaj se zdaj dogaja? Mi smo tale pas zadeli z špicem tele svečke, nismo pa še prišli notri. Tako da, ja, bo treba malo počakati in gledati, ali bo to zdaj dovolj, da dobimo mi nadaljevanje rasti, po mojem, da ne. Velika verjetnost je, da pridemo do spodnje krivulje tegale pasu in tukaj spodnja krivulja, ja, tudi tukaj kaže 49,48 tisoč. Zdaj, veliko napovedi sem jaz videl, da bi lahko šli tudi dol do 40 tisoč, 30 tisoč. Ja, vsekakor je možno, ampak najprej moramo počakati in videti, če mi pridemo tukaj do tega območja na okoli 50 tisoč, kaj se bo tukaj spodaj dogajalo. Zdaj, veliko verjetnosti je, da bi mi od tukaj lahko doživeli odboj in pa seveda novo rast. Bomo pa videli in vsekakor še spremljali naprej. Prav, zdaj poglejmo še Ethereum, kaj se kaj dogaja z Ethereumom. 15-minutni časovni interval smo kar zrasli od tegale dna, za koliko smo zrasli do tega vrha, za 14%, da vidim, če sem jaz to meril prav. Ja, od tega dna pa vse do tega vrha za 14%, kar je lepa rast. Ampak vprašanje je zdaj, kako naprej. Tukaj se je začelo tudi pri Ethereumu nabirati kar precej stav na padec, točno na tem dnu. Tako da novo likvidnostno območje, kar se tiče Ethereuma, vseh tistih, ki so stavili na padec in je po mojem tudi velika možnost, da gremo tole pobirati, se nahaja na tam nekje 1723. In potem Ethereum ima še kar precej likvidnostnih območij naprej gor. Bomo videli, če bomo mi šli vsa tale pobirati, seveda zaenkrat je še velika odvisnost od Bitcoina. Če bo Bitcoin padal še naprej dol, bo seveda to potegnilo tudi Ethereum in pa ostale kriptovalute. Imamo pa tudi likvidnosti tukaj spodaj. Tukaj na tem vrhu so ljudje stavili na padec. Samo malo tega le bom zbrisal, to smo mi že pobrali. Torej, tukaj na tem vrhu so stavili na rast
In novo likvidnostno območje, če bi slučajno padali, je pa tukaj na 1633. Zdaj se nahajamo tam nekje v nekem sendviču. Vprašanje je, kaj bomo mi šli prej pobirati. Če bomo mi šli pobirati prej tole, je potem naslednje vprašanje, ali bomo mi šli pobirati naslednja likvidacijska območja. V primeru, da se pa obrnemo, bi pa lahko šli ponovno testirati tole dno tukaj na okoli 1542. Se pa nam trenutno dela neke vrste kanal tukaj, če ga lahko označim. Ja, dajmo reči, da je kanal. Trenutno imamo tole horizontalno linijo in delamo dno in pa višje dno. Bomo videli, kako bo tole kaj zdržalo. To je 15-minutni časovni interval. Zelo veliko je lažnih signalov na takih manjših časovnih intervalih. Zdaj tukaj imamo pa 4-urni časovni interval. Imamo tale odboj. In zadeli smo se tega območja 1680, naslednja meja tukaj bi lahko bila na okoli 1790, če mi nadaljujemo z rastjo. Seveda, možnost je tukaj tudi, da mi naredimo kakšno dvojno dno in šele potem rastemo naprej gor. Tako da trenutno je Ethereum malo nesiguren, nima nekih signalov. Zdaj, kar se tiče RSI-ja, možna je tukaj tudi skrita medvedja divergenca. Dajmo jo pogledati. Tukaj imamo te vrhove in tukaj kar precej višje vrhove, kar se tiče RSI. Medtem ko tukaj vrh in pa nižji vrh, zdaj če upoštevamo te vrhove, kar se tiče RSI-ja, drugače tukaj imamo še tale vrh in to bi bila kar očitna skrita medvedja divergenca, kar bi lahko pomenilo, da bi mi lahko padali še naprej dol, bo pa treba še malo počakati. Zdaj, ključna meja tukaj pri Ethereumu, ki sem jo že izpostavil, je tale na 1500. Če bi mi tole slučajno izgubili, bi Ethereum lahko padel vse dol do $1000. V bistvu nimamo nobene podpore več, vse do $1000, dajmo na dnevni časovni interval, da vam pokažem. Torej, mi smo se tukaj zdaj že kar parkrat zadevali, tele meje 1500. Če mi tole izgubimo, je tukaj naslednja na okoli 1100 do 1000. In je kar velika luknja tukaj, bi Ethereum lahko kar precej izgubil na vrednosti. Ok, spet smo kar precej dolgi, zdaj to bomo spremljali še naprej, če bo karkoli zanimivega, bom seveda dodatno obveščal preko Patreona, tako da če se mi želite pridružiti tudi tam, so povezave spodaj v opisu in pri petem komentarju. Poleg tega tukaj lahko pokomentirate z mano, lahko mi date kakšen predlog za kakšno kriptovaluto, da si jo skupaj pogledamo, lahko se tudi kaj pogovorimo. In pa če to spremljate kasneje preko YouTubea, se ne pozabite naročiti na moj kanal, seveda, da ne boste kakšnega posnetka tega livea zamudili. In pa če vam je bilo tole všeč, se vsekakor priporočam tudi za kakšen všeček. To zelo pomaga tudi pri algoritmu, da priporoča ta posnetek tudi drugim ljudem. In pa komentirajte spodaj. Ne pozabite komentirati, sploh zanimiva je tale novica glede EU davka. Kar povejte mi, kaj si mislite o tem.
Tako, to bo tudi to za danes, za današnji dan. Jaz vam tako želim en lep dan še naprej in se vidimo ponovno, če ne prej, jutri zjutraj ob 9. Čau, čau.